Lepo pozdravljeni. Gospa Irma in gospod Igor Ogorevc sta gosta v današnji oddaji Zdravje drugače. Lepo pozdravljena. Danes bomo za gledalke in gledalce odprli, lahko bi rekli, popolnoma novo temo, novo vsebino, o kateri v tem studiu pravzaprav nismo še nikoli govorili. To pa so sinusi. Gospa Irma, čemu tak pomen sinusov in kakšno vlogo imajo sinusi v naši glavi? Torej, odpiramo, tako kot ste rekel, novo temo in mogoče tudi odkritje, o kateremu sva z Igorjem dolgo časa molčala, istočasno pa smo razvijali tudi to temo do take potankosti, da lahko danes strokovno povemo, da so sinusi hladilnik naših možganov, tega našega kompjutra, in od katerega zavisi praktično delovanje celega telesa. Torej, toplota v glavi je najbolj pomembna stvar, ker je tam v glavi tudi termocenter, so najbolj glavne žleze, tako hipofiza, ščitnica, epifiza, torej hipotalamus, kontrolor obrambnega mehanizma, in če tam ni prave temperature, a je moč govoriti, da smo sposobni zdraviti človeka? Nismo sposobni. O temu molči medicina, je popolna tema, bomo rekli, v znanju o fizičnem delovanju glave. Kaj to pomeni, da človek, kjer se mu glava pregreje bilo kdaj v življenju, ali od alkohola, ali od telovadbe, pretiranih naporov, ali od pretiranih naporov pri delu, lahko tudi od visoke temperature pri določenih boleznih. Mi vemo, da smo vsi že preživeli febrilna stanja, torej temperature, se pregreje glava in vse, kar se v fiziki pregreje, se tudi podhladi. Kaj to pomeni? Mi se prehladimo, ogromno ljudi je bilo v mladosti močno prehlajeno, imelo vnetje sinusov, vnetje ušes, pogoste angine. Kaj so včasih naredili? Odrezali so ti žleze, ki so te ščitile, pa si bil potem, si imel pa pljučnico. Važno, da nisi imel angino. Jaz sem tudi žrtev te poskusne medicine pred 55 leti ali pa 50, ne. Torej, tako se zdravi. V medicini v današnjem času je največje zdravljenje, če ti odrežejo en del telesa. Torej, kaj naredi ta temperatura v sinusih? Se razširi, ko imamo povišeno temperaturo, se razširi ožilje in se tudi hitro izgubljamo toploto preko obnosnih votlin, torej preko ličnih sinusov in čelnih sinusov, preko mehkega neba in preko grla. Kaj se zgodi, če se tukaj podhladi, ohladi, če je zunaj mraz? Takoj dobimo vnetja. Pogosta vnetja v tukaj zožijo ožilje, torej kapilarni sistem, tisti najbolj droben sistem, zožijo se kapilare in se razširijo vene kapilarnega sistema. Takrat več nimamo vnetij, nam se občasno cedi z nosa, ampak če imamo zoženo ožilje, nas boli glava, imamo vrtoglavice, slabše vidimo, slabše slišimo, slabše dihamo in, kar je najbolj pomembno, začne slabo delovati žleza ščitnica. Bi moral človek normalno, recimo, vdihniti skozi nos in izdihniti skozi usta? Ni problem samo predhodnost nosne votline. Problem je prekrvavitev sluznic naših obnosnih votlin. Kapilarni sistem je potem. To se pravi kapilarnega sistema, ki je največji obrambni mehanizem celotnega telesa. Ampak kaj se zgodi, če imamo mi del glave zoženo ožilje tukaj? Naši možgani, ko pride ogromno preko krvi, ogromno toplote, tudi pri velikih naporih, se ne more pravočasno ohladiti. In če je glava pretopla, dokler so še možni pretoki, kaj se zgodi? Se pregreje naše žleze noter in preidejo v hiperfunkcijo. Zakaj, gospa Irma, je potem pravzaprav toliko težav z sinusi v današnjem času?
ravno zaradi pregrevanja, prevelikega pregrevanja v trebuhu, previsokih temperatur, preobilo hrane. A vi trdite, da ima naš nos, da je povezan s delovanjem trebuha? Glava je dimnik našega trebuha. Torej, zakaj je v dimniku prevroče? Zato, ker je v peči prevroče. To je čista fizična in zdrava logika in tudi zdrava kmečka pamet, ne? Dejstvo pa je, da o tem lahko trdim, zato, ker to lahko izmerimo. Preprosto zato, na našem neinvazivnem analizatorju se to vse da izmeriti in vidimo zmanjšano pretok krvi v glavo. Kaj to pomeni? Pri večini ljudeh danes se to dogaja. Zato so ti ljudje tudi zelo bolani. Ta pretočnost v glavi je povezana z delovanjem celega telesa. Torej, če žleze v glavi pravilno ne delujejo, če preide hipofiza zaradi previsokih temperatur v glavi, prevelikih predčasnih pretokih ali tudi pozneje, ko je zoženo ožilje v sinusnih votlinah in je povečan pretok preko ostalega dela v glavi, preide hipofiza, kraljica endokrinega sistema, v hiperfunkcijo in požene tudi druge žleze v hiperfunkcijo, ščitnico do onemoglosti, požene v hiperfunkcijo slinovko, ledvice in debelo črevo. Posledica hiperfunkcije debelega črevesa, kjer se vrši, ker je največji obrambni mehanizem, kjer je čiščenje našega limfnega sistema. Kaj se zgodi s tem? Hiperfunkcija debelega črevesa je tudi življenjska, tam se je tudi življenjska energija. Takrat se preveč dela debelo črevo in se pregreje. Najhujša posledica hiperfunkcije debelega črevesa je diabetes 1, ki je danes v strahovitem porastu pri otrocih. In kaj to pomeni? Ti otroci, ki imajo diabetes 1, imajo napačno cirkulacijo v glavi, napačno temperaturo, zato so diabetiki pregreti. Nobeden, verjemite mi, in vsi poslušalci, nobeden se za to ne sekira. Nobenega zdravnika, ki se ukvarja kot specialist, ga to niti gane, niti mu še do danes ni kapljalo, da bi razmišljal. To so te grozne stvari, o katerih lahko govorimo. Zato je to zelo pomembno in s takim ogorčenjem to tudi povem, da so vsi diabetiki pregreti, to vsi vejo. Da imajo tudi rahlo povišano temperaturo, ampak če ima nekje več ali manj, no, sej, če crkne en del, bomo pa odrezali. Je tako, ne? Torej, zelo ste hudi, ja, ne. To je huda resnica. Jaz upam, da ne režejo kar tako, gospa Irma. Ampak deva se vrniti na sinuse. Lepo prosim, dajte nam povedati, kako pravzaprav skrbimo za prehodnost sinusov in za tako imenovano normalno nosno dihanje, ker, kot pravite, je zelo pomembno. Prvo vas bom popravila, ker kar tako ne režejo, kar tako režejo. In ne bova šla mimo takih besed, zato ker nas ne bo sram in ne bomo več molčali, ne, o temu. Zato prvo, kako pa pomagamo? To bomo pa tudi poslušalcem povedali, ne? Ker če bomo molčali in bomo govorili samo tisto, kar je tako, ne bomo nikoli v življenju nič dosegli, tako kot tudi do zdaj smo zelo malo. Pomagamo pa ljudem lahko na en način, da ponovno vzpostavimo v sinusnih votlinah cirkulacijo in pravilno cirkulacijo. Moramo pa ljudem povedati, da se to telo samo ne more več narediti, ker če ne bi telo naredilo. In zato je vse več diabetesa 1, kot tudi diabetesa 2, vse več je Alzheimerja, vse več je demence, vse več je skleroze multiplex, motoričnega nevrona zdaj, vse več je takih odpovedi ledvic, vse več zato, ker ni kontrole v glavi. Pomagamo pa z oljem številka 12. Ampak nekaj moramo razčistiti, da ne bi morda mešali ta navaden prehlad, ko je naš nos zamašen ali pač, ali gre za kronično zaprtje sinusov? Sej človek ne ve, da ima kronično zaprtje, da ima poškodbo. Sej on je imel to v mladosti, sam nikoli več se ni popravilo. In potem, ko je bolj delal, sam zbolel je, toliko kroničnih bolezni je dobil, ker nima kontrole glave nad telesom.
To se dogaja tudi pri navadnemu prehladu, gospod Silvo. Več ponavljajočih prehladov in zamašitve sinusov je točno znak, da tam ožilje ne dela. In zato moramo reagirati pri ponavljajočih prehladih, tudi pri bolečinah v glavi, pri vseh vrtoglavicah, bolečinah v grlu, mislim šumenju v ušesih, naenkrat poslabšanem vidu, izgubo lasi. Lasi tudi, saj tudi o temu govori temperatura glave, ne? Tudi o vseh dermatozah, ki so vseh kožnih obolenjih. Ali je vzrok zamašitev sinusov tudi bolečine čelnega režnja? Absolutno, tako kot sem vam že povedala, da mi imamo lične sinuse, čelne sinuse, ki so zelo pomembni. In razlika je, kadar je v ličnih sinusih narobe, takrat ne moramo dihati. Ko so pa čelni, imamo pa pogoste glavobole in zdravimo migrene, ne? Zožitev ožilja v glavi, nobeden pa ne zna tega popraviti. Gospod Igor, pomagajte mi. Danes je gospa Irma, Dolenci bi temu rekli huda, ne? Ampak verjetno upravičeno. Upravičeno. Torej o sinusih. Pomoč pri tem in pravzaprav, kaj je posledica, ko z vašim oljem prebijemo in, če rečem moderno, saniramo ta problem v središču glave? Prvo, kar najprej čutimo, je, da nas najprej za 15-20 sekund rahlo zapeče v nosu. Ker ko damo olje na vneto sluznico, ne zapeče, ampak to po 15-20 sekundah preneha ta zoprna pekočina, kot da bi odrezal. Drugo, v momentu se sprosti dihanje. Sprostijo se vse dihalne poti, sprosti se grlo. Rečemo, ena tipičnih stvari je, kot pravimo, po domače se nabirati smok v grlo, vedno nekaj izkašljujemo. Po 2 dneh uporabe olja 12 je to enostavno zgodovina. Dihamo, to pa zaradi tega, ker se nam popravijo sluznice v sinusnih votlinah, katere so odgovorne za pravilno temperaturo v glavi, se pravi za pravilno hlajenje v glavi. In saj vemo, ne, če se vrnemo spet malo na domače, ne, vse je v glavi. Ja, res je. Vsa kontrola človeškega telesa je v glavi. To so možgani, ne? Na kaj potem v bistvu, ko popravimo ta dihalni ciklus skozi sinuse, na kaj to vse vpliva? Vpliva dobesedno na celo telo, na vse funkcije v telesu. Kar je pa zelo bistveno, pa mogoče najbolj moteče pri ljudeh srednje in starejše generacije, zastoj limfe v nogah. Sinusi so direktno in neposredno odgovorne za pravilno cirkulacijo limfe in krvi v nogah. To se sliši malo čudno, ne? Nos, noge. Mogoče. Kako bi to povezali? Kakšna povezava je med sinusi in pa otečenimi nogami? Poglejte, čudno se sliši mogoče za tiste, kateri ste navajeni razmišljati z razmišljanjem ortodoksne, moderne zahodne medicine. Kitajci to vejo že vsaj 5000 let. To je neizpodbitno dejstvo. Ker če je vse v glavi, če tudi hipotalamus in hipofiza, kot je Irma že povedala, krlica endokrinega sistema, se pravi kontrolor vseh žlez v telesu in tudi vseh organov, potem je logično, da so možgani odgovorni tudi za kontrolo cirkulacije, tudi v nogah. Ne? Ker po koži grejo tudi tiste informacije, ker toplota, energija se iz glave izliva preko kože v noge in če tega pretoka ni in če je moten oziroma če je napačen, je v nogah vedno vse narobe. Zato, če hočemo trajno urediti cirkulacijo v naših nogah, pa naj si bodo to prehladne noge, pretople noge, pekoče noge, boleče noge z razširjenimi venami. Za vse to je potrebno pospešiti cirkulacijo limfe, kar dosežemo z našim oljem limfol in obvezno tudi z uporabo olja 12, katerega 3-krat na dan iztisnemo s kapalko v nos, ga močno potegnemo v nos, zinhaliramo, tako da
to olje pride skozi sinusne votline tudi v grlo in to popijemo. In s tem hkrati popravljamo tudi vnete sluznice v želodcu in v črevesju. Zato, ker je potrebno vedeti, če se telo pregreva, temperatura se po fizični poti dviga. In prvo se telo pregreje, ki je v prebavilih, zato ker pregrevamo se s hrano, večinoma s hrano. In prvo so vnete sluznice v prebavilih, v želodcu, v tankem in v debelem črevesju. In na ta način se popravljajo tudi sluznice v črevesju. Predvsem pa to ekstremno hitro in učinkovito vpliva na sinuse votline. Vam bom povedal en primer. Pred 3 dnevi se je vrnil dr. Dunič iz ene velike zdravniške konference v New Yorku, kjer je predstavil delo, kako so z našim oljem 12, oljem 14 in oljem 10 preprečili mladi ženski, da se je izognila transplantaciji jeter. Tako učinkovito je naše znanje, tako učinkoviti so naši preparati, če sodelujemo z ljudmi, kateri to znajo uporabljati. In to so zdravniki. Tudi to se da. Moram povedati, da je to zdravnik, ki je profesor na medicinski fakulteti v Beogradu, in je bil tudi že z nami tukaj v Sloveniji na televiziji. Ker ste ga vprašali, pa kako to, da glava kontrolira. Točno hipofiza, tudi tradicionalna medicina ve, da hipofiza kot kraljica endokrinega sistema drži nadzor nad vsemi tekočinami v telesu. To se pravi, da je od tega odvisna tudi cirkulacija krvi in limfe in vseh ostalih tekočin, ki imamo v telesu, torej tudi sperme, tudi plodne vode, če hočete, tudi možganske tekočine, tudi vseh sokov, tako žolča, pa pankreatičnih sokov, tudi želodca. In če pomislimo, da tudi termocenter je v glavi, torej kontrola telesne temperature. In če je cirkulacija tam, kjer so kompjuter narobe, kako bo delalo pravilno telo, če kompjuter nima pravilnih pretokov, dovolj hrane, kisika, dovolj hlajenja. Vemo pa vsi, da navaden kompjuter, če nima hlajenja, crkne. Mislim pa, da vsi tudi vemo, da je glava največji kompjuter na svetu. Morda bom zdaj bolj poenostavil vprašanje. Ali s tem oljem, številka 12, lahko tako rekoč zdravimo klasičen nahod? Z lahkoto. Hitro in učinkovito, ne samo nahod. Poglejte, sinusi so direktno, neposredno odgovorni tudi za metabolizem celega telesa. In vemo iz statistike, iz obiskov pri nas, tudi iz raznih razgovorov z ljudmi, da je čedalje bolj pogost metabolični sindrom. Bolj po slovensko povejte. Motnje celega metabolizma, kjer ljudje hujšajo ali se redijo brez poznanega vzroka. To imenujemo metabolični sindrom in z našimi olji in glavnino z oljem 12 se to uredi. Zato, ker za pravilen metabolizem je odločilna tudi temperatura v glavi in temperaturo v glavi urejamo preko pravilno prekrvavljenih sinusov. Temu rečemo, da odpravljamo vzrok in posledica, ker je metabolični sindrom enostavno izgine. Zato se ljudje že po nekaj dneh uporabe naših vseh izdelkov, ne samo tega, zaznajo takoj radikalno hitre in pozitivne spremembe. Ampak, če mi dovolite, verjetno brez pravilne prehrane tudi ne bo šlo. To je pa alfa in omega vsega, vedno. Torej, če izločimo recimo hrano, o kateri ne bomo niti debatirali in vemo, da je vzrok vsega, ali pa večinski vzrok, razen pretiravanja, pregrevanja športom, alkoholom, zdravili tudi, moramo povedati še nekaj. Ko nastane hiperfunkcija, pregrevanje glave in nastane hiperfunkcija hipofize, moramo povedati, da posledica te hiperfunkcije so odpovedi ledvic, so diabetesi, ki so v porastu, obe 2, 1 in 2,
da je vse krčne žile zavisijo od cirkulacije v sinusih in tudi hiperfunkcija timusa, o katerem tradicionalna medicina v Sloveniji je tiho povsod, pa ji dajo veliko veljavo, ker v Sloveniji imamo pač malo drugačno medicino, ne, ki je bolj nazaj, tako. Ampak mislim, da me poslušajo tudi zdravniki, pa jim bom še nekaj specialnega povedala, da hiperfunkcija timusa, kot ljudi tišči tukaj noter, in jih boli in jih odpeljejo zdravnikom, da je predinfarktno stanje. Tudi jaz sem bila odpeljana pri 43 letih svojih v izolsko bolnico, čez 3 ure so me z enim ketonalom urit spustili ven. To je bila diagnoza vsa. In prej me je pa hotelo zadušiti in srce raznest. Torej, hiperfunkcija, bolečina v prsih, ki jih ima ogromno starejših ljudi, pomeni jih tudi hiperfunkcijo sinusa, timusa, ki v bistvu je kontrolor in zapira in odpira prekrvavitev slehernega organa in je direktno povezan s hipotalamusom. Ko nas tišči v prsih, samo ubrizgnemo 2-krat, 3-krat olje 12 v nos in bolečina v prsih popusti in je konc predinfarktnega stanja. Razumete, kako je to zelo... To se sliši skoraj preenostavno, ne? Zelo, za vso odgovornostjo trdim, za vso odgovornostjo bilo, kje lahko demonstriramo, zato še boljše, da bi demonstrirali, da bi končno videli ti zdravniki, kako je to hitro odpravljivo in da bi se končno tudi nekaj naučili. Torej, vi trdite z vso odgovornostjo, da vaše olje 12 reši lahko tudi predinfarktno stanje? Niste me razumel. Kadar vas boli v prsih, vas tišči tukaj, zato ker timusa kot žlezo, ki je za prsnico, medicina jo ne obravnava, meni niti v šoli povedali niso, da obstoja. Tako točno je to, zato lahko to trdim, kadar tukaj noter tišči... Torej, timus lahko zamenjaš tudi za bolečino srca? Tako je danes, tako te tretirajo. Ko to boli tukaj noter tišči, če odpremo sinusne votline in se ohladi glava, se ustavi hiperfunkcija hipofize in takoj se sprosti tudi timus. Torej, od timusa, hiperfunkcija timusa je pa izredno kočljiva stvar, ki lahko povzroči tudi nemudoma infarkt ali pa infarkt bilo v kateremu drugemu organu, ne samo v srcu. Moram pa povedati, da so te... Če bolečine v prsnici, ne v srcu, v prsnici, za prsnico, kadar je timus v hiperfunkciji, če to ne preneha, bi rad poslušalcem položil na srce, da je to velik alarm v telesu. Kajti na nas se je obrnil človek, kateri je zdaj, hvala Bogu, v redu, zdrav, normalen, brez ene same težave, kateri je svojemu zdravniku tožil 3 leta, da ima konstantne ali občasne ostre bolečine tukaj. Jasno, da so ga poslali na vse. A lahko nekako opredelite, kje leži timus? Nad želodcem, tukaj, v prsnici. 2 centimetra nad žličko. To so smatrane vse bolečine, katere... prsnih reber. Tako je. In tukaj, in bi rad povedal, ta gospod, kateri je 3 leta tožil svojemu zdravniku, jasno, da ga je zdravnik poslal na vse možne preiskave, na EKG, na slikanje, vse je bilo negativno. Čez 3 leta je gospod dobil diagnozo motorični nevron. In so mu v bolnici povedali zdravniki, gospod, 1 leto življenja še imate in vi ste kariero zaključil. Človek je star 42 let. Obrnil se na nas in po pol leta intenzivnega našega sodelovanja je on brez ene same težave. Vzrok pa je bil? Timus. Vse te bolečine tukaj noter, vzrok jasno, da je bil pretirano delo, pregrevanje telesa, imel je tudi konstantne glavobole oziroma zelo pogoste glava, sinusi in timus. Zato bi še enkrat ljudem poudaril, če imate težave z bolečinami, tiščanjem, občasnim, katere ne mine, v prsnici, obrnite se na nas, mi to znamo hitro in učinkovito popraviti, da ne boste prišli do najbolj krute diagnoze. Torej, da ponovimo, sinusi, limfa, timus, to so nocojšnje glavne teme našega zdravja, s katerim si lahko pomagamo z vašim oljem 12, ki pa seveda povezuje tudi ostale probleme. Je del celote. Je pravzaprav del celote.
čisto na kratko, ker nas Preden bo sklenemo pregnal čas. še en stavek, ne smemo pozabiti, da ne smemo, da niti ene bolezni in ničesar ne moremo pozdraviti v telesu, če ni in umiriti te žleze, če ni dovolj joda. Jod je element, ki v bistvu uravnava delovanje tako ščitnice ali omogoča ščitnici in hipofizi normalno delovanje. Če te dve žlezi delate prav, dela celo telo. Zato apeliram na vseh, bilo kdo, ki glave ne zna popraviti niti telesa. To je Gospod Igor, dejstvo. še zadnja beseda vam o nocojšnjem pogovoru. Torej, na kaj naj bomo ljudje predvsem pozorni? Predvsem sami nase. Če imamo kakršnokoli težavo, katera ne mine v nekaj dneh, to pomeni, da telo te napake ne zmore več odpraviti samo. Poiščite pomoč, obrnite se na tistega, kateri zna, kjer pričakujete oziroma veste, da boste dobili kvalitetno pomoč. Ne, da boste dobili pomoč v stilu, to je neozdravljivo, mi vas bomo zdravili. To ne pelje nikamor. Mogoče še 15 sekund. Če govorimo o sinusih, medicina tukaj znanjem in tudi z raziskavami močno zaostaja. Jih ni. Ekstremno pomemben organ. Za timus pravi, da je zakrnev organ, ekstremno pomemben organ. Limfa, kateri predstavlja največji sistem v telesu, to so vse tekočine v telesu, razen krvi, medicina tukaj ne ve popolnoma nič, niti ni nobenih raziskav. Zato so praktično 95% diagnoz neozdravljive. In ko greste k zdravniku, vprašajte, če je vaša diagnoza ozdravljiva. Lepa hvala tudi za vajne tokratne nasvete, gospa Irma in gospod Igor Gorevc, in seveda za obisk v studiu. Cenjeni gledalke in gledalci, vi pa do našega naslednjega srečanja, ki bo v decembru, ostanite zdravi ali pa naredite nekaj zase. In seveda želimo vam še naprej prijetno spremljanje televizije Vaš kanal.